Ona je dekle, ki je življenje živela kot pustolovščino in raziskovala divjino Zahoda. Moje življenje lahko samo rečem, da želim samo pokazati hvaležnost. Toda zdaj oblasti poskušajo ugotoviti, kako je umrla, in trenutno je to popolna skrivnost. Njeno telo so našli na pohodniški poti v Kaliforniji. Povedal vam bom, kaj razkrivajo tisti, ki pravijo, da so jo našli, o stanju njenega telesa, in to sproža nekaj zelo vznemirjajočih vprašanj. Spremljate oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. V redu, hej fantje, hitro, v tej epizodi On the Case imamo veliko za obdelati, ampak preden začnemo, vam želim povedati o tej aplikaciji. Je ogromna. Imenuje se Upside in vam vrača denar pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. To naredite takole, je zelo enostavno. Prenesete si Upside brezplačno. Izberite ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij, nato plačate kot običajno svojo kartico. Nato potrdite nakup in dobite denar nazaj. To je to. Sam sem jo uporabljal. Recimo, da natočim gorivo ali naročim hrano za seboj. Poiščem ponudbe na Upside, potem ko porabim, se denar pojavi v moji aplikaciji. Samo prenesem ga neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo $254 nazaj na leto. Da začnete prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo in uporabite promocijsko kodo OTC, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri vašem prvem točenju goriva. Spremljamo velik preobrat v zgodbi, ki jo je res težko razumeti. Kako je lahko ženska, ki je delovala zdravo, ki je živela polno življenje in je imela pozitiven vpliv na toliko ljudi, končala mrtva kot ta ženska, o kateri govorimo v tej zgodbi iz Kalifornije? Počasi je gladko, gladko pa hitro. To je moj novi moto, ker se v bistvu zbudim pripravljena, da plenem v akcijo takoj, ko odprem oči. To je Joanna Shields, ki se pogovarja s svojimi sledilci na Instagramu. Njeno uporabniško ime je bilo JoJo Skates. In to je bilo, ko si je vzela trenutek, da se pogovori s svojimi sledilci in pokaže nekaj hvaležnosti. Shieldsova je bila iz Carlsbada v Kaliforniji, vendar je raziskala toliko različnih krajev. Oboževala je rokanje in videti je bilo, da je delala za podjetje, ki izdeluje električne rolke. To je bil velik del njene identitete. Na njenih družbenih omrežjih je videti, da je oboževala naravo in pustolovščine. Opisovala se je kot nekoga, ki se trudi biti najboljša verzija sebe. Obstaja GoFundMe stran, ki zbira denar za njeno družino in pravi, da je živela z vedrino in spontanostjo. In spet, kad to veš o njej, je ta zgodba toliko težje razumljiva. Zato želim govoriti o tem, kar v tem trenutku vemo o tem, kako je umrla Joanna Shields. In to se je zgodilo 9. aprila. Ta zgodba se odvija v Big Surju v Kaliforniji, ki je res slikovit del države. Tam se nahajajo ene izmed najbolj slikovitih pohodniških poti, kar jih boste našli kjerkoli na svetu. Po poročanju televizije KSBV je bila skupina pohodnikov, ki so hodili skozi tako imenovane Sykes Hot Springs v narodnem gozdu Los Padres v Big Surju. In takrat so naleteli na truplo. In to je bilo truplo Joanne Shields. Eden od teh pohodnikov je televizijski postaji povedal, citiram: "Nisem videl nobene krvi, bila je bleda, imela je sledi okoli vratu. Nočem reči, veste, sledi davljenja, ampak ko je gasilec dvignil jakno, je potrdil, da je imela veliko rano na glavi." Konec citata. Torej, njeno truplo so našli 9. aprila. In njeno truplo zaradi vremenskih razmer in oddaljene lokacije, kjer je bila, ga niso izvlekli do naslednjega dne, 10. aprila. Oblasti so dejansko potrebovale helikopter, da so lahko izvlekle Joannino truplo iz tistega narodnega gozda zaradi njene lokacije. Tisti pohodniki, ki so govorili za televizijsko postajo, niso povedali le, da so našli truplo, ampak je bil ta del zelo zanimiv. Prav tako pravijo, da je bila tam oseba, ki je rekla, da je prijateljica Joanne. Pohodniki so televizijski postaji povedali, da je ta moški trdil, da je njen prijatelj, in pravijo, da je bil videti, citiram, nervozen kot šokiran. Njegov obraz je bil kot otopel in brezizrazen. Ko to slišiš, to zagotovo pritegne tvojo pozornost in morda nekoliko sproži alarm glede tega, s kakšno zgodbo imamo tukaj opravka. Domnevni prijatelj Joanne, ki je govoril s temi pohodniki, je rekel, da je Joanna šla na stranišče. Eden od pohodnikov je dejal, citiram, da se je okoli 10:30 dopoldne čistila v reki. In je šel jo iskat in jo nato videl, kako je gola ležala z obrazom v vodi. Konec citata. Pohodniki so povedali, da so izjave dali tudi oblastem, ne samo medijem. Vemo, da so preiskovalci v tem primeru smrt Joanne Shields označili kot sumljivo, toda trenutno še vedno ne vemo, kako je umrla.
Pohodnik, ki je bil priča vsemu temu, naj bi dejal, citiram: "Po eni strani nismo vedeli, ali ima le najslabši dan v svojem življenju, ali pa je po drugi strani pravkar nekoga ubil. Tako sem šel noter z mislijo v redu, bodi izjemno previden, upočasni stvari in poskrbi, da bodo vsi varni." Policija zaenkrat ni povedala, ali menijo, da je bila smrt Joane umor ali posledica kaznivega dejanja, vendar ničesar niso izključili. Preiskovalci še vedno poskušajo sestaviti, kaj se je pravzaprav zgodilo z Joanno. Še več vprašanj pa odpira rezultat njene obdukcije. Preiskovalcem ni uspelo ugotoviti vzroka smrti Joane, so pa uspeli ugotoviti izvor sledi na njenem vratu, o katerih ste slišali govoriti pohodnike. Bili so zaskrbljeni, da bi te sledi lahko nastale zaradi davljenja. Oblasti so izključile možnost, da bi bile te sledi posledica zadavljanja ali kaznivega dejanja. Mrliški oglednik naj bi dejal, da so bile te poškodbe skladne s tistimi, ki jih povzročijo žuželke. In še malo več bomo govorili o tem, kako to vpliva na časovni potek dogajanja s to žensko, ob zavedanju, da karkoli so bile tiste sledi na njenem vratu, katerih slik nismo videli, so bile posledica žuželk v tem gozdu. Zdaj KSBV poroča, da preiskovalci še vedno označujejo smrt Joanne kot sumljivo in niso izključili možnosti kaznivega dejanja. Oblasti še vedno čakajo na rezultate toksikološkega testa, ki bo pokazal, kaj je bilo v njenem organizmu ob času njene smrti. Stvar je v tem, da naj bi trajalo od 6 do 8 tednov, da dobijo rezultate. To je moje življenje. To imam v mislih. Tako sem hvaležna, da sem živa. In v mojem življenju so bili trenutki, ko sem bila blizu temu, da ne bi bila več živa. In to ni bila zavestna odločitev. Na prenosu v živo na Instagramu, ki smo ga gledali, ki ga je objavila Joanna Shields, je govorila res o toliko pozitivnosti, toliko hvaležnosti. Prav tako je govorila o težavah z duševnim zdravjem v preteklosti. Obstaja še en video, objavljen na YouTubu, kjer govori o soočanju z depresijo in anksioznostjo ter o boju, da bi se spet prišla na bolje. GoFundMe za Joanno pravi, citiram: "Pripadala je vetru in soncu. Pogosto je drsela mimo na svojem skejtu z nasmehom, ki je razsvetlil njene čudovite modre oči." Joanna je bila vedra in pustolovska duša, ki se je dotaknila življenj vseh okoli sebe. Pridružite se nam zdaj, da bomo govorili več o tem primeru. In res je zelo tragično, zelo žalostno, ko pomisliš na izgubo nekoga, ki je očitno živel tako živahno življenje, a hkrati ostaja tudi velika skrivnost. Matt Irvine, upokojeni detektiv, inštruktor na področju organov pregona. Vedno je odlično, da ste tukaj. Veste, na Law and Crime. Kaj vam izstopa v tem trenutku, še posebej zdaj, ko je obdukcija končana in se zdi, da ni dala dokončnega odgovora o tem, kaj se je zgodilo z Joanno Shields? No, veste, še vedno je to precejšnja skrivnost, kot ste rekli. In mislim, da mi izstopa to, da se zdi, da šerifov oddelek Mario dela točno to, kar bi morali delati glede najboljših praks in dobrega policijskega dela. To pomeni, kadar imate to, kar imenujemo smrt brez prič, to je, ko nekdo umre in ni verodostojne, nevtralne tretje osebe v bližini, ki bi vam povedala, kaj se je zgodilo. Obravnavaš to kot zločin, dokler dejstva ne pokažejo drugače. Zdi se, da ravnajo točno tako, kot bi morali in zelo previdno. Ker če začneš prehitro sklepati in se odločiš, da je šlo za nesrečo ali naravno smrt, preden imaš vsa dejstva, lahko kaj spregledaš. Dokazi se izgubijo, lahko se kontaminirajo in kasneje v preiskavi je zelo težko popraviti te napake. Tako da se mi zdi prav, da ravnajo previdno in to vprašanje puščajo odprto. No, ko dobite izvide obdukcije in ti glede vzroka njene smrti niso dokončni, vendar je bilo veliko pomembnih informacij, ki so prišle na dan, ko so pohodniki rekli, da so našli njeno telo in so govorili o znakih na njenem vratu. In ko to slišiš brez konteksta, te skrbi, da je bila ta oseba napadena, da je morda bila zadavljena ali zadušena. Ampak policija pravi, da temu ni tako. Pravijo, da tako izgleda, vendar še nismo videli slik teh znamenj. Veš, kdo ve, kako izgledajo, ampak on pravi, da so bila to znamenja žuželk, kar je lahko marsikaj. Vem, da so ugibali o mravljah. Jaz za kaj takega še nisem slišal. Kaj si misliš o tem delu? Samo to, veš, spet, ne vemo, kako ta znamenja izgledajo. Lahko bi bilo nekaj, kar bi videli in bi rekel, no, jasno je, kaj je to. Ampak kaj ti misliš? No, zagotovo ne vem veliko o mravljah in žuželkah, posebej v tem primeru, ampak vsekakor,
ko nekdo umre iz kakršnega koli razloga. V izpostavljenem okolju, še posebej v tako razgibanem naravnem območju okoli Big Surja, je povsem običajno, da je s truplom povezana neka živalska aktivnost. In to ni nič nenavadnega. Tudi ni nič nenavadnega, da oseba umre po nesreči ali zaradi naravnih vzrokov, pa je prizor še vedno videti precej grozljiv za opazovalca ali naključnega mimoidočega. Tako da nič od tega ni prav posebej presenetljivo. Predvidevam, da mrliški oglednik in policija zelo natančno pregledujeta posmrtne ostanke gospe Šilc za morebitnimi znaki poškodb, ki niso skladni s padcem ali drugimi naravnimi vzroki glede na okoliščine. Predvidevam, da zelo natančno pregledujejo območje, kjer so jo našli, da bi ugotovili, ali dokazi kažejo, da je tam umrla, ali pa obstajajo kakršnikoli dokazi, da so jo tja prinesli po njeni smrti. To so lahko stvari, kot je organski material, ki ni značilen za to območje. Lahko so tudi sledi vlečenja. V primeru, ko nekdo obilno krvavi, če na kraju, kjer so ga našli, ni veliko krvi, to očitno pomeni, da je umrl drugje. In prepričan sem, da zelo natančno preučujejo njeno ozadje. Vse, kar bi morda komu povedala pred tem dogodkom, ker bi nakazovalo, da si želi škodovati, ali pa osebe v njenem življenju, katerih se je bala ali se je počutila ogroženo zaradi njih. Nažalost, ko so ženske ubite, jih razen če niso vpletene v dejavnosti, ki jih spravljajo v stik z veliko nevarnimi neznanci, v veliki večini ubijajo njihovi partnerji ali bivši partnerji. Prepričan sem, da so to vsi vidiki preiskave, zagotovo bodo pregledali njene posmrtne ostanke, pregledali bodo kraj, kjer so jo našli, in pregledali bodo ljudi v njenem življenju, da bi ugotovili, ali jim lahko karkoli od tega pove, kaj se je tukaj zgodilo. Torej, ti pohodniki so dali intervju za lokalno televizijsko postajo. In od tam dobimo nekaj informacij, kot kaže o preiskavi in o tem, kaj se trenutno dogaja. In niso govorili samo o tem, da so našli njeno truplo, ampak tudi o osebi, ki je trdila, da je njena prijateljica in da je bila očitno z njo na pohodu, kot so sami povedali. In ta oseba, veste, je težko, ker je vse to iz perspektive teh pohodnikov in si nekako ustvariš sliko v glavi, kakšna ne bi bila ta oseba. Nismo jih videli, ampak pravijo, da se je ta oseba obnašala nervozno, nato pa so našli truplo Joanne Schild in mislim, da so potem poklicali na pomoč. Ko preiskovalec, ko pristopiš k nekomu takemu, pa naj bo to prijatelj in morda sta bila skupaj na pohodu in se je zgodila nesreča, ki bi lahko vse pojasnila. Ampak dokler ne pridemo do te točke, kako pristopiš k tej osebi in poskušaš razumeti, kaj se je zgodilo? No, če najprej govorimo o pohodnikih, me sploh ne preseneča, da jih je to, kar so videli, povsem preplavilo in da v tem verjetno vidijo vse mogoče najslabše možnosti, ki bi jih lahko doživeli. Mrtvo telo je travmatično. Tudi oseba, ki umre, tudi v najbolj naravnih okoliščinah, je lahko precej grozljiv in težak prizor za videti. Zato si morda zapolnjujejo delčke na podlagi lastnega čustvenega odziva in morda na podlagi stvari, ki jih dobijo iz resničnih kriminalk, filmov, televizije, takšnih stvari. Kar zadeva osebo, ki je morda bila z njo v tistem trenutku, mislim, da bo to očitno ključni vir informacij v tem primeru. Tudi če je umrla na povsem nenameren in naraven, čeprav tragičen način, bo ta oseba zaradi tega čustveno prizadeta, še posebej, če ji je bila blizu. Tako da, če je ta oseba nervozna ali travmatizirana, to še ne pomeni nujno, da je kriva. Vsekakor pa bo tisto, kar imajo povedati preiskavi, ključnega pomena. Pomembno je poudariti, da so organi pregona, šerifov urad v okrožju Monterey, to smrt označili kot sumljivo. Zagotovo je skrivnostno, vendar to še ni bilo označeno kot umor. Ne vemo, ali je bila vpletena tuja krivda. Tuje krivde prav tako še niso izključili. Tako smo trenutno v nekakšnem čakalnem obdobju, medtem ko čakamo, da se stvari razjasnijo. Kakšen je postopek, da kot ekipa pridete do točke, ko pogledate in rečete, v redu, to je bila nesreča, ali pa gre za nekaj, kjer menimo, da gremo v smer, da je bila morda vpletena tuja krivda? No, spet gre za tiste 3 vidike, o katerih smo govorili pred trenutkom. Dokazi bodo tisti, ki bodo povedali zgodbo, ki jo telo gospe Šilc pripoveduje preiskovalcem, še posebej glede morebitnih poškodb, ki niso skladne z nesrečo ali naravnimi vzroki. To bo tudi kraj, kjer so jo našli. Vsak namig, da je umrla drugje in bila pripeljana tja, bo zagotovo vzbujal sum. In potem seveda ponovno pogovor s pričami, pohodniki
in oseba, ki je bila očitno z njo v času ali okoli časa, ko je doživela nekaj, kar je končalo njeno življenje. To bodo ključni viri informacij, pa tudi ljudje iz njenega življenja na splošno pred tem dogodkom. Vse, kar je povedala ljudem o svojih načrtih za ta pohod, o svojih načrtih za življenje, če je koga omenila, da se ga boji ali da ji grozi, kakršnokoli razmerje, v katerem je bila in bi ji lahko predstavljalo nevarnost. Vse to bodo vidiki te preiskave. In ponovno, ravnajo točno tako, kot bi morali. Smrt brez navzočih prič je sumljiva in jo je treba obravnavati kot zločin, dokler se ne dokaže nasprotno. Pomislite tudi na območje, kjer so našli njeno telo. To so kot termalni vrelci, predvidevam. Vendar je to dovolj globoko v narodnem gozdu, da so pri izvleku njenega telesa potrebovali helikopter, kar verjetno ni nenavadno za Big Sur v primeru pohodništva. Ampak njeno telo so našli v vodi in pogoji okoli tega. Sprašujem se, kako sploh zberete dokaze na takem prizorišču, kjer je zagotovo pomemben del to, da je bila v vodi, ampak tudi vsi drugi dejavniki okoli nje. No, tukaj izpostavljate nekaj pomembnih točk. Mislim, najprej, območje, kjer so jo našli, je zelo odmaknjeno, je zelo razgibano. To je nekako pogled navzgor po tej poti, ki je bila v njeni bližini. In za pohodnike je označena kot zelo zahtevna, zelo strma, zelo razgibana. Torej, je zagotovo tak kraj, kjer bi lahko padel ali doživel nesrečo, ki bi te resno poškodovala ali celo ubila. Tako da v nekaterih pogledih to bolj nakazuje na ravno smrt ali nesrečo. Ampak kar se tiče preiskovanja prizorišča, voda je težavna, ker stvari razkraja, lahko jih tudi odstrani. V vodi so tudi stvari, ki se potem pritrdijo. Tako da je to zahtevno okolje, vendar obstajajo ljudje, ki celotno kariero posvetijo razvoju strokovnega znanja na tem področju. In kljub temu bi bilo prizorišče mogoče preiskati. Kaj vam pove dejstvo, da obdukcija pri ugotavljanju vzroka smrti ni dala dokončnega odgovora? To je dobro vprašanje in kot sem rekel, tega še nisem videl, zato ne poznam podrobnosti, ampak pričakoval bi. To pomeni, da ni ničesar očitnega glede poškodb, ki jih je njeno telo utrpelo, kar bi nakazovalo na neko masivno dejanje nad njo. Torej, če ima recimo poškodbo glave, bi jo lahko povzročilo marsikaj, tako naključno kot namerno. In če je to narava, veste, zgodbe, ki nam jo njeno telo trenutno pripoveduje, to v resnici ne odgovori na vprašanje, kako je do te poškodbe prišlo. In potem vem, da čakajo na rezultate toksikološkega testa. In veste, mislim, da vsi, ki to gledajo, vejo, da bo toksikološki test pokazal, kaj je bilo morebiti v njenem telesu v tistem trenutku. Ampak kako verjetno je, da bo odgovor o vzroku smrti prišel iz toksikološkega testa, namesto iz obdukcije, ki tega ni uspela ugotoviti? To je odlično vprašanje. Veste, res je težko reči. Ne vem, kakšne snovi bi lahko imela ona. Prostovoljno uživala na kakršnikoli redni osnovi. Ne vem ničesar o njenem življenjskem slogu, veste, o kakršnikoli zdravilih ali čemerkoli drugem, kar je imala. Mislim, seveda, če hodiš po oddaljenem in zahtevnem območju, lahko določene snovi tako zakonite kot nezakonite povzročijo zmedenost, dehidracijo, pregrevanje, kar je lahko zelo, zelo nevarno za nekoga, ki je v zahtevni in oddaljeni divjini. Torej, tam bi morda lahko našli nekaj odgovorov. Ampak ker ne vemo ničesar o njenem življenju in o tem, katera zdravila ali snovi bi lahko uživala, je res težko reči, kako informativna bo toksikologija. Obstajajo tudi nekatere snovi, ki zelo hitro zapustijo telo, nekatere najdemo v laseh, druge v krvi, spet druge v tkivu. Zato je težko vedeti, na kaj bi sploh testirali in katere informacije bi jim še bile na voljo. Ja, če se vrnemo tja, kjer so našli njeno telo in na to, da gre za precej razgibano območje, vsekakor, če bi bila v vodi. Pomisliš, kako težko je, veš, z dokazi, mislim, da so njeno telo našli 9. aprila in niso ga mogli odnesti z gozda do 10. zaradi težkih vremenskih razmer. Kakšen vpliv bo to imelo? Vem, da so rekli, da toksikološki testi trajajo 6 do 8 tednov. In vem, da je v mnogih delih države lahko zaostanek in da lahko traja nekaj časa, da dobijo te rezultate. Medtem ko čakaš, recimo pri primeru, in vem, da je ta primer poseben, ampak medtem ko čakaš na te rezultate in imaš že obdukcijo, ki ni dala zaključka,
kaj kot detektiv v tem primeru počneš v tem vmesnem času, ko čakaš na rezultate? A sploh lahko kaj narediš, veš, dokler ne dobiš poročila nazaj? Ja, to je čas, ko bodo razgovori s pričami res pomembni. Spet smo govorili o pohodnikih, ki so jo našli, in o osebi, ki je morda bila z njo ob času njene smrti ali približno takrat. Vendar bi morali govoriti z ljudmi iz njenega življenja, da ugotovijo, ali je kakšna šibka oseba, kakršenkoli razlog, da bi jih kdo želel škodovati. In spet, žal, je v mnogih primerih pri ženskah to intimni partner ali nekdanji intimni partner. Razen, če je vpletena v kakšno dejavnost, ki jo postavlja v stik z nevarnimi ljudmi. In mislim, da ni nobenega javnega znaka, da bi bilo to del njenega življenja. Ampak ja, ti razgovori s pričami, družino, prijatelji, znanci, partnerji, nekdanjimi partnerji, vse to se lahko dogaja zdaj, medtem ko čakajo na rezultate toksikologije. In bo videli, kaj se bo zgodilo naprej. Zelo žalostno je, ko pomisliš na izgubo, seveda na izgubo življenja, ampak takšna skrivnost, ki se odvija v Big Suru. In upajmo, da bomo dobili kakšne odgovore, še posebej za družino in prijatelje te mlade ženske. Matt Irvine, instruktor za organe pregona, upokojeni detektiv. Vedno je odlično, da ste z nami na Law & Crime in da skupaj z nami razčlenjujete te primere. Cenimo to. Hvala, Chris. To bo vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju. Prav tako nas lahko spremljate na Peacocku. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.